Živijo tukaj Valentin, ura je 10 do 15. Danes jim je začel šolski semester, tako da ne bom več mogel vedno zjutraj snemati teh videoposnetkov in jih bom produciral v popoldanskih urah. Torej, nadaljeval bom z razlago postopka očiščevanja miselnih vzorcev oziroma osvobajanja od uma. Poleg tega, da se razume, da nas stalno moti za proizvajanjem misli, je seveda treba se zavedati, da te misli so zelo hitre, so kot neke vrste strela, kot neke vrste elektrika in nam zelo hitro uidejo. Kako torej misli ozavestiti, jih registrirati, da jih lahko potem analiziramo, razčlenimo in se jih osvobodimo. Kot prvo je potrebno imeti pozornost na svoje misli, torej da se ne prepuščamo avtomatično mislim, ampak da ko se pojavimo, jih opazimo in se ustavimo. Ustavimo se na ta način, da ne poslušamo teh misli, da ne zapademo v razmišljanje teh misli, ampak da se osredotočimo na svoje dihanje, na svoje zavedanje, vrnemo na svoje dihanje in na ta način prekinemo sledenje mislim. Torej, misli so kot neke vrsta elektrika, so zelo hitre, zato jih ne moramo prijeti in ustaviti, ampak potrebujemo določena orodja, da jih razčlenimo. Kot ena izmed osnovnih variant upočasnitve misli je materializacija misli s tem, da jih ubesedimo. Torej, pomaga nam, da se zavedamo misli na ta način, da ko opazimo misel v našem umu, da jih izgovorimo. Ker govor je veliko bolj počasnejše dejanje, kot pa je misel, kot je sama pojavitev misli v umu. Ne moremo tako hitro govoriti, kot pa se recimo določena misel v našem umu pojavi. Druga, še bolj učinkovita tehnika pa je, da misel materializiramo skozi pisanje, torej da vzamemo blok papirja ali pa računalnik in začnemo pisati. Kajti samim tem aktom pisanja smo lahko veliko bolj osredotočeni na vse podrobnosti miselnega vzorca in s tem lahko ozavestimo vse najmanjše delčke misli. Misli lahko tudi primerjamo z gledanjem filma, z filmskim trakom. Vemo, da film, gibljive slike, video posnetki so sestavljeni iz zaporedja nepremičnih, negibljivih slik, torej iz fotografij. Vsaka sekunda filma vsebuje približno 24, 30 ali tudi več slikic, nepremičnih slikic, torej fotografij, ki se pojavijo za določen kratek čas, potem se pa zamenja slika in to se dogaja tako zelo hitro, da naše oči ne prepoznajo teh nepremičnih slikic in se nam zdi, da gledamo kot gibljivo sliko, kot film. Torej, za pisanjem in tudi za govorjenjem je tako, kot bi upočasnili ta filmski trak. Torej, da se nam ne prikaže več recimo 24 slikic na sekundo, ampak da smo zmožni zamrzniti filmski trak in si ogledati samo eno slikico naenkrat in potem si lahko vzamemo neskončno veliko časa, da pogledamo vse podrobnosti te slikice. Na ta način
ko misel izpišemo na papir, jo zmaterializiramo in ko imamo misel napisano, ji lahko namenimo neskončno veliko časa, da pogledamo strukturo te misli, tega miselnega vzorca, nekega prepričanja, ki se nam je pojavil v našem umu. To je prvi korak, torej upočasnjevanje in še posebej pa materializacija misli skozi govorjenje in skozi pisanje. Toliko za enkrat. Sledijo podrobnosti v naslednjem videoposnetku. Nasvidenje.